Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer. Danes je z menoj Petra Parovelj, uspešna podjetnica, ki verjamem, da marsikomu od vas bo njena zgodba, uspešna zgodba v navdih. Lepo pozdravljeni. Pozdravljena. Seveda vedno začnemo najprej na začetku. Vi ste začeli ustvarjati torej vsebine, fitness vsebine. Ja. Kako to, da ste se takrat odločili, da se spustite v to? Joj, to je bilo tako spontano. Jaz načeloma nič ne delam načrtovano, tako da takrat je bilo še dosti bolj spontano, kot recimo zdaj, karkoli počnem. Je pa res, da sem takrat preko YouTubea gledala veliko nekih nasvetov, kar se fitnessa tiče, ker jih v Sloveniji takrat še ni bilo niti približno, vsaj ne za ženske, vedno bil samo bodybuilding moški. In sem začela spremljati v tujini, kaj se dogaja, in so te punce dajale veliko nasvetov, jaz sem se pač iz njih učila, sem potem sprobavala na sebi in tako. In vmes sem videla, da imajo one nek Instagram. In sem rekla, ok, če imajo one nek Instagram in to dejansko uspeva v tujini, mogoče bo nekega dne tu. Ampak takrat je v Sloveniji bil popularen samo Facebook, redko kdo je sploh vedel za Instagram. In sem se rekla, nič probam, ampak najprej sem začela z slikami psa, pa pač moža, pa tako. In pol počasi se je preveslo to, da dajem jaz v bistvu fitness nasvete, ki sem jih na sebi sprobala, v bistvu publiki. In tu se je začelo razvijati. Je pa itak počelo takrat, ko sem rodila. Mislim, da takrat se je pokazala neka moja nerealnost, bom rekla, taka surovost, ko sem kot mama znala povedati tudi slabe plati, biti mama, ker takrat je na Instagramu bilo še vse vedno lepo, pa simpatično, pa otročki, ovo ono, pa nasmehi do ušes, ko rodiš. Pri meni je bilo pa to čisto drugače. In v bistvu sem dajala to svojo surovost gor na Instagram in takrat je začelo pokati, ker ne vem, so se ljudje znali mogoče bolj povezati z mano kot z ostalimi picture perfect, no tako. Ravno to večinoma ženske dajo, le tiste lepe stvari, čeprav je zelo pomembno to realno stanje. Kakšni so bili odzivi, ko ste vi tako iskreno jih spustili v svoje življenje in v svoja čustva? Večinoma pozitivni, je bilo pa kar nekaj tudi negative, v smislu, kaj zdaj to daješ na Instagram, kaj res to moraš pred publiko govoriti, da ti je težko, da pač ta mala ne spi in tako naprej. Ampak v moji glavi, oziroma tako, jaz vem, da bi v tistem momentu, oziroma ko sem postala mama, če bi že prej gledala neke take realne slike in realno stanje, kako je biti mama, ne pri vseh, so tudi tisti, ki jim je zelo lepo pač v prvih mesecih, v prvem letu, ampak če bi mogoče pri komu videla, da zna biti tudi težko, bi drugače verjetno tudi jaz sprejemala tisto obdobje v mojem življenju, ampak Zdaj ena tista stvar, ko morda ne uživaš v materinstvu tako, kot si pričakoval, po drugi strani pa gojiš eno neizmerno ljubezen do svojega otroka. Ja. Love-hate relationship. No, potem ste celo dejali, da ravno zaradi tega obdobja prvega leta ne bi imeli več otrok. Zdaj je Emil že malo večja, ste spremenili to mnenje. Lahko pričakujemo, torej še pridruži kakšen bratec, sestrica? Mislim, ne vem, lahko tudi 4 na koncu dobi, nimam pojma, ampak zdaj trenutno sem v takem stanju, da en dan rečem ja sigurno, da pač bi imela še enega, potem naslednji dan pride pa pač ni šans, ne, ko pride do one situacije, ko pač lahko bi bil otrok spočet, je tako ne, stop. Tako da, če tako surovo povem spet, še vedno se gibam med ja in ne, no, tako ne čutim, da bi lahko zdaj. Če bi pa prišlo do tega, pa absolutno bi obdržala, ker vem, da sem zmožna. Ampak ja, nekako se mi zdi, da zdaj, ko je Emily proti 5. letu starosti, da vem, da se mi v tem obdobju, ko sem postala spet jaz, ko sem se našla v vlogi biti mama, da sem mi dala več kot tiste prve 2 leti, recimo, ko sem se iskala. Tako da zdaj se počutim sigurno, da bi lahko še enega pač imela zraven in da vem, da Emily ne bi bila oropana mojih čustev, moje topline do nje, ker vem, da sem ji zdaj dala in vem, da ji dajem zdaj. Ampak prej, da bi, recimo prvi 2 leti, da bi takrat prišlo do drugega, bi se pa ful sekirala. Ne bi bilo okej, pač res ne bi bilo. Sicer ste imeli veliko podpore od svojega moža, prijateljev, družine, morda pa pri biznisu ni bilo na začetku tako, kolikor mi je znano, so morda celo malo dvomili, da vam lahko uspe.
Ja, mislim, pri biznisu še preden sem tudi rodila, je bil kar precejšen dvom, ker pač izhajam iz take družine, kjer je bilo neko standardno je bilo, da se torej pač poročiš oziroma in hkrati dobiš službo in potem imaš otroke in to je to in guraš tisto službo pač do konca življenja. Ampak jaz ne vem, iz kje imam nek drugi gen v sebi, ki ni glih tak kot večina moje familije, družine. In nisem imela neke podpore, ne. Še vedno pa sem dobila kasneje podporo od moža, ko je videl iskrico pri meni, ok, to je res nekaj, kar ona želi, res nekaj, kar čuti v sebi, da mora izpopolniti in da mora dati, da mora pustiti. Tako da kasneje potem sem začela dobivati podporo, no. Pa tudi od prijateljev in od vseh ostalih. Ampak veš, dostikrat moraš pokazati najprej nekaj, preden dobiš podporo, ne. Zdaj za vami je skoraj 100.000 sledilcev, taka neverjetna številka, verjetno je tudi po drugi strani velika odgovornost. Ja, in če lahko rečem, da sem takrat bila totalno surova in totalno iskrena in pristna v tistem času, ko sem recimo rodila, ko je bilo sledilcev pol manj, če ne celo več kot pol manj, zdaj več ne morem biti. Ne zaradi tega, ker ne želim biti, ker bi rada bila res bi rada bila, ker sem pač to jaz, ampak ne moreš več biti, nažalost. Moraš določene stvari zadržati zase, manj preklinjati. Ampak tako, no, mislim, dobro, sej, če več preklinjaš ali pa ne, to pač ni noben pokazatelj, ali si pristan, nisi pristan, ampak tako kot ena, da pač moraš določene stvari zadržati za zobmi in No, ampak vseeno, ko se javno izpostaviš, moraš pričakovati tako negativne, ne samo pozitivne komentarje. Bi lahko rekli, da se vas je kdaj kakšen komentar tako zares dotaknil? Ja, v bistvu, kateri komentarji, ki niso namenjeni meni, ampak so namenjeni moji družini. Recimo Emily, če dobim kakšen komentar na Emily, takrat me zaboli. Ampak takrat tudi v istem momentu se zavedam, da sem kriva jaz, zato ker pač javno izpostavljam določene stvari. Zato pa zdaj začenjam manj. Mislim, recimo glede na 4 leta nazaj ali pa zdaj je to ful velika razlika, no, tako. Zdaj ena stvar, o kateri ste še tako brez dlake na jeziku spregovorili, je operacija prsi. To je ena izmed takšnih tabu tem še pri nas, te plastične operacije. Ženske tako želijo nekoliko skriti, da so to storile, medtem ko ste vi spregovorili. Ja, to sem si dolgo želela, zakaj pa ne? Ja, ampak zdaj ne bi več javno spregovorila, zato ker ne bi rada vplivala na druge na tak način. Torej, če ima nekdo željo, veliko je profilov že v Sloveniji, ki pač o tem javno govori, ne bi pa rada jaz vplivala, ne vem, na 12-letnice, 15-letnice, da pač je to nekaj vsakdanjega. Tako da zdaj kot mama, recimo, ko gledam, tega več ne bi javno izpostavljala. Bi pa še vseeno to storili pri sebi? Verjetno ja, verjetno ja. Ampak pač je moja odločitev, ne? Naj bo to odločitev vsakega posameznika. Jaz vem, da imam veliko vlogo tudi pri mlajših puncah. Me gledajo kot nekoga, ki je role model za njih. In recimo, gledam tako, če bi me Emily pri 12 letih vprašala, mama, pač jaz bi si šla povečati, bi rekla, naj počaka in naj ne posluša nobenega, ampak naj bo to pač njena odločitev in naj res premisli, če si ona želi. Ne pa gledati nekoga, ki ti je pač vzor in če je ona šla, ok, potem grem pač lahko tudi jaz. Tako da zdaj res ne bi več dala. No, morda tudi tukaj vidijo ženske samo tisto lepo plat, da bodo prsi lepo izgledale, pa vendar se lahko marsikaj zgodi tudi pri vas, ko ste shujšali. Več ni bilo tako, kaj ne? Pa tudi zdaj po dojenju realno ni več. Tako da, če zdaj omenim, v bistvu zdaj bi mogla še enkrat iti na operacijo, pa bi šla spet zaradi sebe, ker itak veste, da ne kažem jaz tega javno, nimam OnlyFansa, zaradi sebe izključno, ampak najverjetneje ne bom šla, no. Zdaj sem še vedno med unim, ali bi ali ne bi, ampak najverjetneje ne bom šla, ker pač hočem sprejeti kot del sebe vseeno to, da pač ni perfektno, ampak ni perfektno zaradi tega, ker sem otroka imela.
najverjetneje bom pustila tako, no. Zdaj omenili ste vzor s številnim tudi tistim 12-letnim deklicam. Veliko krat v teh letih se obremenjujejo s svojim telesom, svojo postavo in tudi takrat storijo velike napake. Tudi vi ste se srečali s prenajedanjem. Morda povejte kaj več o tem. Jaz mislim, da 99% punc gre čez vse to, ne? Da hočeš pač ugajati pač množici, ki je okrog tebe in slediti nekim idealom, normalno. Mislim, da se je temu zelo težko izogniti. Tudi tako zdaj, recimo kot mama, ko razmišljam, kako bom Emily razložila, da naj ne sledi tem idealom. Vem, da bo hotela, ampak pač probaš maksimalno, kar lahko narediti, da pač sprejme sebe tako, kot je. Mene je privedlo do tega, da sem začela hujšati. Jaz sem začela hujšati v bistvu že v osnovni šoli. Nikoli nisem prišla do tega, da bi bila anoreksija, ker je moje telo vedno preveč rabilo in mi je to kazalo na drugačen način in zato je prišlo potem do prenajedanja. Torej, če sem jaz pojedla na dan premalo kalorij, je moje telo zvečer, oziroma ne vem, čez en mesec, toliko hrepenelo po hrani, da se potem nisem mogla ustaviti, ko sem začela jesti. In je to nek normalen odziv mojega telesa bil. In če se to ne bi začelo dogajati, bi najverjetneje zapadla v anoreksijo, tako da sem hvaležna vseeno. Se mi zdi, da je prenajedanje boljša stvar kot anoreksija v mojih očeh. Verjetno tudi odvisno, v katero skrajnost gre, ampak pač pri meni vem, da je bilo tako, da je bilo boljše. In sem rabila dosti časa, da sem prišla na zeleno vejo in sem počasi začela plezati na njo. Torej, ko sem mislila že, da je okej, je potem spet prišel večer, ko sem se prenajedla, ampak to govorim o 3000-4000 kalorijah v 3 urah. In potem spet en teden deficita, da ja, pač shujšaš, pa 2-krat na dan v fitness, da ja, pač se pokuriš. Zdaj pa se mi zdi, ko veliko manj treniram in veliko več jem, ampak jem konstantno pač približno iste kalorije vsak dan. In ko poslušam svoje telo, kaj hoče pojesti, pa pač moje telo zgleda čisto drugače, ful boljše se počutim, se sprejmem veliko bolj takšno, kot sem zdaj, kot sem se sprejemala prej. Tako da jaz mislim, da ne vem, mene 12-13 let, da sem rabila za priti ven iz tega, kar je ful in mi je žal, ker vem, da nisem hodila niti recimo s prijateljicami na pico, ostajala sem doma, da ja ne bojo triggeri, da ja ne bo hrana pred mano, da se ne bom takrat prenajedla. In potem nisem šla z njimi na pico in sem se doma prenajedla od žalosti, ker nisem šla z njimi na pico. Pač nek tak začaran krog, ki prav... Ampak jaz gleda, pač je moglo priti do tega, da me je fitness toliko potegnil noter, da sem zdaj na tej poti, kjer sem. Danes ste torej uspešna podjetnica, kot sem v uvodu že povedala, svoje podjetje tako. Morda razlika tega je, da ste v osnovi svoj obraz, za katerim stoji podjetje, navadno je ravno drugače, mogoče podjetje pa daleč zatem šele vidimo, kdo za njim stoji. Ja, v bistvu svoj brand je personal brand in vem, da je zaradi tega v Sloveniji na čisto drugem nivoju uspešen, kot če zadaj obraza ne bi bilo, oziroma pred njim obraza ne bi bilo. Sicer so plusi in minusi, ni vse bleščeče in sjajno. Na neki točki si želim, da bi vseeno bil svoj brand pred mano, ne jaz pred njim. In mislim, da zdaj počasi prihaja do tega. To pa zato, ker če se, ne vem, pri 35 letih recimo odločim, ok, zdaj na socialnih medijih nočem več biti, da me duši recimo, si želim to, da če zaprem svoj profil, da svoj brand še vedno ostane, oziroma da ne bi bila recimo izguba, ne vem, 70% in da bi mogla potem odpuščati ljudi ali pa da bi se dejansko res poznalo na temu, koliko je uspešno podjetje. Zdaj vaše podjetje je, vsi vaši zaposleni so tako rekoč na nek način tudi vaši prijatelji, velikokrat vidimo to vašo povezanost in med njimi je danes celo vaš mož. Ja. Spet plusi pa minusi. Je simpatično, vem, da mu lahko zaupam in tudi vsem ostalim, recimo najboljše prijateljice imam noter, vem, da ji lahko zaupam. To je velik plus. Minus je pa ta, da jim potem določene stvari več
ne moreš povedati oziroma te drugače gledajo, tudi ko imaš ti recimo neko stisko kot vodja. Jaz pridem domov in želim to možu povedati in on vedno gleda potem tudi iz drugega vidika. In potem mu moram prav reči, Mitja, zdaj ti razlagam kot žena, zdaj me moraš poslušati in prosim sprejmi, kar ti povem. Ker ne govorim več kot šefica trenutno, pač moramo tisti switch narediti. No, ampak kako pa je on lahko ta preklop naredil iz ene službe, ki jo je več let opravljal, na to pa naenkrat mu je žena postala šefica? Mislim, njemu je ful dobro drugače, njemu ne fali čisto nič. V tisti prejšnji službi, ker je bil, je rekel, da ni več razmišljal, da je nehal razmišljati, ker je bilo vse tako monotono in vsak dan je bil isti, da svoje kreativnosti enostavno pač ni imel in je rekel, da ga poneumlja. To je pač on čutil, on se je čutil tako v tisti situaciji. In potem, ko je pričel pri nas delati, on je zdaj kar naenkrat iz kovinarja, on ima kovinarsko šolo končano, in iz žerjavista v Luki, kar je dobro delo, je super in je zelo odgovorno delo, ampak je kar naenkrat zdaj postal programer in kar naenkrat mora razmišljati o programiranju in on je postavil celotno spletno stran svoje brenda. In svoj brand spletna stran ni blog spletna stran, je zelo, zelo komplicirana in on je ponosen na se, jaz sem ponosna na njega in se mi zdi, da zdaj v teh 2 letih, da je toliko osebnostno zrastel, iz nekega fanta, da je postal moški, pač neverjetno, no? Res neverjetno. V mojih očeh, tako. Ko ga gledam na momente, se prav ustavim in tako, kako? Pač Dejali ste tudi na neki točki, da ste prišli do vsega, da je tako vse super, vse lepo in potem nas navadno, tudi jaz sem takšna, skrbi, da to pa je preveč super, da zdaj bo pa zagotovo nekaj šlo narobe. Ja. Zakaj tako razmišljamo? Ne vem. Ti mi povej, jaz še nisem prišla do odgovora, ne vem, zakaj tako razmišljamo, ker ne vem, je preveč lepo. Nismo vajeni tega. Mogoče se nam je preveč zgodilo oziroma dogajalo, ko smo bili mlajši. Da ne upamo verjeti, da je sploh res, da tako vse teče. Jaz tudi mislim. Zdaj vaša ekipa se širi, širite se tudi na tuje trge in tu se vam je zgodilo nekaj, o čem moram se dotakniti. Konkurenca vam je tako rekoč zakupila domene v tujini. Zdaj pravijo, da konkurenca do neke točke je zdrava, pa vendar verjetno v tistem trenutku, ko ste to izvedeli, se vam ni zdelo tako. Mislim, bili smo jezni, ampak še vedno gledam to kot nekaj pozitivnega, zato ker torej jaz poslovne plati, poslovnega ozadja nimam. Nisem imela iz kje dobiti, niti nikoli si nisem mislila, da rabiš toliko znanja v nekem poslovnem svetu in razmišljati za stvari res vnaprej, ampak vnaprej v smislu par let vnaprej. Tako da to se mi je zgodilo kot opomnik, da mogoče pa rabimo biti malo bolj strateški, da moram malo več stvari, malo več niti držati v rokah zaradi prihodnosti. No, ampak kako ste prišli do teh domen na koncu? Ja, pač nimam te domene, je še vedno tam. Smo drugo zakupili. Zdaj je swaj.hr, ni swajbrand.hr. Aha, svoj. Ja. Smo pa ugotovili, ko je v bistvu mož hotel zakupiti to domeno, ker smo se pač širili na Hrvaško in je gotovo, da je ne more in potem pač itak so javno dostopne informacije. Ma to je samo ena izmed stvari, ki se je zgodila. To pač sem lahko javno povedala. Je bilo veliko drugih stvari, ki so bili recimo tudi večje od teh, pa pač. To pa morda, če ne govoriva zdaj o imenih, ampak vseeno še kakšna taka stvar, ki morda podjetnika, ki tako kot ste rekli, malo premalo strateško razmišlja, mogoče naivno zaupa v lep posel. Še kaj takega morda, ko lahko izpostavite? Mislim, lahko povem take fejle, ki so bili, ja. Ni me sram sicer govoriti, mene je sram, da nisem pomislila na te stvari, ampak pač so stvari, ki se ti zgodijo. Spet je nauk, ampak recimo čisto na začetku, niti še 3 mesece, 4 mesece nismo obstajali in je prišla ena gospa, da ki ona ima trgovino pač v Rogaški Slatini in da pač ona bi vzela naše produkte in bi jih prodajala naprej. In ta gospa je samo vzemala stvari in mi nismo dajali dobavnic, ker mi nismo vedeli, da sploh obstajajo dobavnice. Mislim, pač ne poznaš ničesar v temu. Zdaj vemo. Zdaj moramo delati z njimi, ampak takrat pač nismo. In ona je te stvari vzemala in je prišlo na 16 jurjev, ko je bila dolžna in potem je rekla, ne, zdaj pa več nimam denarja in je zaprla firmo in pač mi smo ostali 16 jurjev tako. Pač smo dali njej, dobesedno. To je ena stvar bila, druga zadeva, ki je bila, recimo smo pošiljali prednaročila s paketki, ki si jih mogel, v bistvu
ko si neko prednaročilo naročil, torej za neke trenirke se je šlo, ki jih nismo še imeli fizično v skladišču, si jih ti naročil in namesto teh trenirk si dobil najprej domov paketek, kot neko tako presenečenje, da boš lažje počakal. In potem po temu si dobil še trenirko. Torej, uni paketek smo ti mi poslali za ston z našo dobro voljo. No, veliko punc je naročilo po predračunu in tega paketka ni vzelo na pošti. Okay, zanj ni plačalo. In mi smo jo potem za ston poslali trenirko. In pač spet je šlo ne vem koliko. Pa bolj smo naredili neko kodo špela, tako da je bila vredna 400 €, ker je bilo za našo ambasadorko. In folk je ugotovil in je uporabljal kodo špela in je za 400 € dobival za ston. 20 € smo bili v minusu. Tako da je dolg ta seznam, na kaj vse je potrebno biti pozoren, ko niti ne pomisliš. To. Ampak to so stvari, za katere smo pač mi krivi, ne? To je naša nepozornost. So pa bile stvari, ki, ne vem, so nam ukradli mailing listo. Takrat smo imeli 6000 punc not v mailing listi. In so potem vsem poslali mail za njihov program. Kaj je še bilo? Ma ne vem, neke pogodbe sem podpisovala, ki sploh ne vem, kaj sem podpisovala in na koncu sem se zafrknila. Ma to pogodbe, ki te stanejo. Pa pač na drugi strani so vedeli, da se bom zafrknila, ampak so mi z veseljem poslali to pogodbo, da jo podpišem. Tako, no, mislim, taka polena pod noge dobivaš in pač, če nisi pozoren in če ne veš, ampak glej, se učimo. Zdaj, če se vrneva na vaš Instagram, velikokrat pri influencerkah vi sicer te besede ne marate, pa vendar vidimo takšna in drugačna sodelovanja. Morda celo včasih preveč zasičijo svoje sledilke s tem. Kako pa vi izbirate ta sodelovanja? Videli smo tudi, da morda ste z nekom večjim imeni, da ne bom zdaj podrobno govorila, sodelovali, pa danes tega sodelovanja več ni. Mislim, to je tako. Jaz kot influencer, zakaj ne maram besede influencer, mogoče najprej samo zato. Influencer prvotno je torej pač vplivnež, torej nekdo, ki ima vpliv na neko število ljudi. Zdaj, lahko je to vpliv na 10 ljudi, lahko je to vpliv na 50 €, lahko je to vpliv na 100 €. Ampak vpliven si, torej tvoja beseda velja in nekdo ti na to besedo verjame. Jaz imam rada to besedo, dokler se ne izrablja, dokler taki je influencer oziroma vplivnež ne izrablja svojega vpliva. Ampak v Sloveniji je ta beseda dobila zelo, zelo negativen prizvok, zaradi tega, ker se je začela uporabljati preveč reklam in vplivneži, ne bom rekla, to izkoriščajo, ampak mogoče, pač ja, nasiči se, tako kot ste rekla. In kot podjetnik gledam točno iz istega zornega kota. Dejansko gledam kot vplivnež. Ok, ali bi jaz tej osebi verjela, glede na to, koliko reklam že ima, in če bi verjela, ok, i svoj brand dam, pač bi jo imela za svoj brand in jo plačamo z veseljem in pač tudi mi podpremo iz naše strani, ker svoj brand je že toliko veliko v Sloveniji, da influencerke tudi sam podpira. Torej, svoj brand je že postal sam svoj vplivnež v Sloveniji. Torej, dobimo neko ambasadorko, ki ima 20 € sledilcev, jih bo zaradi nas lahko dobila še več in več ogledov in več. Tako da gledam tudi nekako da ima to obe korist. Ja, tako. Ampak v smislu, če bo imel nekdo res preveč reklam, se mi za svoj brand ne zdi primeren. Odkrito, zato ker svoj brand pač ni to. Svoj brand noče prodajati, noče metati stvari v hrbet v smislu, kupi, ker te bo pač osrečilo že samo to, da kar nekaj kupiš in pač je impulzivno. Jaz vem, da punce zdaj kupujejo impulzivno, čeprav jih večkrat opozorim. Dajte premisliti prej, kaj kupite, ne kar nekaj, če imaš že 10 pajkic doma, ti ne rabijo, še eno realno. Lahko kupiš kaj druga, lahko kupiš, ne vem, nogavičke, če že moraš nekaj kupiti, nekaj, kar boš uporabljala. To je res, pač jaz podpiram potrošništvo do te mire, da človek kupi tisto, kar rabi. Že samo zaradi sveta, pač zaradi globalnega ogrevanja. Jaz gledam to ful daleč, moje razmišljanje gre naprej. In influencerji, če dajo kar nekaj na svoj profil, torej ne podpirajo našega, mislim, niso to, kar svoj brand je, kar svoj brand hoče biti.
Kaj pa morda, če se malo na čas prehitiva, pa vendar me zanima, je kdaj bilo tako, da recimo ste videli pri kakšni znani osebi, mogoče celo v tujini, da je oblekla vaša oblačila, pa ste bili tako, wow, ne morem verjeti? Žena od Rosija, Valentino Rosija, ja, to smo pa bili tako. Mi Primorci totalno navijamo za Valentina Rosija, ker pač je Italijan in mi se pač blizu smo, ne. In jaz se spomnim, ko sem začela hoditi z Mitjo, ko sva bila fant in punca, je on bolano navijal za Valentinota in on je njemu bil idol. Mitja se je postrigel kot on, v hanček si je dal kot on, nosil njegove majice, pač to je bilo tako res obsesivno že. In sem se tudi jaz valjda povezala, smo šli na njegovo dirko in tako. In potem pač žena njegova nosi svoj in smo bili tako, o moj bog, sploh nas ne rabi tagati, ne rabi nič, samo pač da ona nosi svoj, res. Ja, to je bil prvi moment, ki smo bili... Lepo presenečenje za vas in moža. Ja, ponosni. Ja. Mogoče ob koncu, Petra, vi ste dokazali, da je treba verjeti, sanjati in da se lahko marsikaj uresniči, tudi morda, če drugi v to ne verjamejo. Morda ob koncu kakšno sporočilo našim gledalcem, naj zaupajo sebi, sledijo svojim sanjam. Totalno. Pač, ko, ne vem, čez nekaj let se boš vprašal, zakaj nečesa nisi naredil, ne, zakaj nisi probal. In jaz mislim, da ta obžalovanje, zakaj nečesa nisi naredil, obžalovanje, da nekje nisi bil, da nisi probal izpopolniti sebe, je najhuje, kar si lahko naredimo. Tako da pač probaš, probati ni greh. Najlepša hvala, da ste si vzeli danes čas in delili delček svoje zgodbe z nami. Hvala vam, hvala za povabilo. Hvala tudi vi, da ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BKTV.